Slovenija prelepa je dežela z veliko novih sanj. V njej počutim se najbolje, od rojstva že in prav vsak dan. Ko odpotujem države tuje, misel vodi me nazaj, na prelepe zelene trate in na topel sončni sijaj. Sanje niso le čistoča, žuborenje rek in ptičji spev. Bolj pomembna je svoboda, beseda domača in prijatelje objem. Tu moj je dom, družina moja, skupaj nam je prav lepo. Zavetje nudi nam dežela, Slovenija, ostani taka nam zavedno. Slovenija, imam kolo, imam žogo in hrane dovolj, da rastem navzgor in tudi v nogo. Lahko se učim, lahko tudi zbolim, poskrbljena je za oboje. Brezskrbne so sanje moje. Obožujem te, Slovenija, zapojem himno tvojo ti, da sliši se na vse strani, saj narodu to prija. Lepo pozdravljeni na IGU v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje. Dobrodošlico vam izrekajo občina Ig, prva brigada Slovenske vojske in območno združenje veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane. Ob slovesnosti so tukaj z nami predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ministrica za obrambo gospa Andreja Katič, načelnik generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman, poveljnik prve brigade Slovenske vojske brigadir Roman Urbanč, predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane dr. Igor Potočnik, namestnik poveljnika 510. učnega centra teritorialne obrambe na IGU Vinko Faladore, župan občine Ig Janez Cimperman. Spoštovani gostje, dobrodošli ob 25. obletnici slovesne prisege prve generacije slovenskih nabornikov 510. učnega centra teritorialne obrambe na IGU. Pomembno je, da znamo stopiti skupaj pri delu, pri praznovanju, načrtovanju in pri ohranjanju naših temeljnih vrednot. Na 8. literarnem natečaju Moja rodna domovina Slovenija praznuje 25. rojstni dan pod okriljem območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane in osnovne šole Vič so osnovnošolci v tem šolskem letu s svojimi prispevki obogatili 25 let samostojne Slovenije in tako stopili skupaj. Tudi učenci osnovne šole Ig so sodelovali na tem natečaju. Mark Farjan, učenec 6. razreda osnovne šole Ig, je na začetku slovesnosti deklamiral svoji 2 pesmi Slovenija, ki sta nastali pod mentorstvom učiteljice Barbare Simčič. Včasih se ne zavedamo prave vrednosti trenutka, dokler ta ne postane spomin. In danes se z radostjo spominjamo dejanj, zapisanih kot temelj za delovanje Slovenske vojske. Začetek usposabljanja nabornikov je bil eden od pogojev za izgradnjo in razvoj Slovenske vojske, kot tudi samostojne države. Usposabljanje prvih mirnodobnih vojakov oziroma nabornikov se je začelo 15. maja leta 1991 v 2 učnih centrih, tu na Igu in v Pekrah pri Mariboru. Pred 25 leti je na tem mestu v slovenskem jeziku prisegla prva generacija slovenskih vojakov. In na teh fantih se je nato gradila slovenska naborniška vojska. Bili so prvi. 180 vojakov je priseglo domovini Republiki Sloveniji. Ta dogodek je zapisan kot novejša zgodovina naše domovine, saj se je veličina takratnega dogodka pokazala v pravilni rabi moči.
si je privzdignila največ src. Zato so tudi danes med nami ti prvi vojaki, naborniki. Mnogi med njimi so svojo poklicno pot nadaljevali v teritorialni obrambi, kasneje v Slovenski vojski in še ostajajo v marsikaterem poveljstvu. Učni center oziroma današnji izobraževalni center za zaščito in reševanje pa ima vse skozi podporo lokalne skupnosti, občine Ig. Zato pred mikrofon vabim župana občine Ig, Janeza Cimpermana, za pozdravne besede. Prosim. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, spoštovana gospa ministrica za obrambo, spoštovani gostje, občanke in občani, lep pozdrav in dobrodošli na slovesnosti, ki jo posvečamo spominu 25. obletnice slovesne prisege prve generacije slovenskih nabornikov 510. učnega centra teritorialne obrambe tu na Igu. Čeprav posebej pozdrav in dobrodošlico pa izrekam vam, ki ste pred 25 leti kot prva generacija slovenskih nabornikov slovesno prisegli, da boste branili samostojnost, neodvisnost, svobodo in ozemeljsko celovitost domovine Republike Slovenije ter vestno in odgovorno izvrševali svoje dolžnosti pri njeni obrambi. To je bilo zelo pogubno dejanje vas, prve generacije slovenskih vojakov, ki ste se zavedali, da izpostavljate tudi svoje življenje za obrambo domovine in njene neodvisnosti. V tistih težkih časih osamosvajanja Slovenije, ki vam je v nasproti stala do zob oborožena Jugoslovanska ljudska armada, ste z ostalimi pripadniki teritorialne obrambe pogumno stopili v prve bojne vrste za obrambo naše svobode. Danes, po 25 letih, se sprašujem, kako to, da politiki, gospodarstveniki nismo vzeli za vzor vas in vaše dejanja in popeljali to našo državo do blagostanja namesto na rob revščine. Kar pa je to že povsem druga zgodba. Občanki in občani občine Ig smo na vas in vaše dejanja zelo ponosni in v imenu vseh vam izrekam zahvalo in čestitke ob vašem prazniku. Zahvaljujem se tudi vam, spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, da ste prevzeli častno pokroviteljstvo nad to spominsko slovesnostjo. Gospe in gospodje, dragi prijatelji, želim vam lep in prijeten dan v občini Ig, na Igu, v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje. Hvala lepa. Hvala, gospodu županu. Današnjo slovesnost bodo popestrili naši šolarji. Ne moremo vsi delati velikih stvari, kot so jih nekdaj naši naborniki. Lahko pa delamo majhne stvari z veliko predanostjo, tako kot bodo danes storili učenci podružnične osnovne šole Iška vas pod vodstvom učiteljic Marjane Pšeničnik, Dominike Jereb Skrt in Tine Kušar. Šola v Iški vasi združuje učence od 1. do 3. razreda. V tem šolskem letu šolo obiskuje 18 učencev. Nastopili bodo z ljudskimi pesmimi in deklamacijo pesmi. Prosim, podružnično osnovno šolo Iška vas.
Domovina je dom. Dom pa je očeta, mame, otrok, babice, tetka. Zato je domovina moja mama, Moj oče in vsi moji sorodniki. Domovina so tudi prijatelji, sosedje in drugi ljudje. Domovina je tam, kjer smo doma, najlepše se spi v domovini, največ zdravja je tam. Kje je domovina doma? Na desni strani srca. Najlepšo domovino ustvarjajo Najboljši ljudje. Hvala podružnični osnovni šoli Iška vas. Prva brigada je nosilka tradicije, prvega postroja že leta 1990 in je ključna vojaška organizacija naše države. Poleg sodelovanja v mednarodnih misijah, kjer sodelujejo pri vzdrževanju globalnega miru, je prva brigada pripravljena pomagati tudi v naravnih nesrečah. Pri žledu, poplavah leta 2010 in 2014 smo tudi na Igu prosili za njihovo pomoč. Skratka, prva je vrhunska enota zaradi svojih pripadnikov in pripadnic, ki zna živeti vojaško in ki ve, kaj je njena naloga. Pred mikrofon vabim ministrico za obrambo, gospo Andrejo Katič. Prosim, ministrica. Spoštovani, predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil, župan občine Ig, načelnik generalštaba Slovenske vojske, pripadnice in pripadniki stalne sestave 510. učnega centra, naborniki prve generacije slovenskih vojaških sil, predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane, veterane vojne za Slovenijo iz teritorialne obrambe in slovenske milice, cenjeni gostje. Počaščena sem, da vas lahko kot ministrica za obrambo pozdravim na tem zgodovinskem kraju. Na kraju, na katerem je danes svetovno priznano izobraževalno središče, namenjeno usposabljanju za zaščito in reševanje. 15. maja pred 25 leti pa je tu 510. učni center sprejel prve nabornike slovenskih oboroženih sil. Tu ste naborniki 2. junija tudi slovesno prisegli. Prisegli v slovenskem jeziku. Prisegli domovini, ki je bila tik pred razglasitvijo svoje samostojnosti. Ko gledamo posnetke slovesne prisege, ki ste jih prisostvovali predsednik predsedstva Republike Slovenije in takratni vodilni predstavniki obrambnega resorja, ter čutimo slavnostno vzdušje, ki ste ga delili s svojimi najbližjimi, se še toliko močneje zavedamo veličine tega dogodka. Dogodka iz obdobja, ko nas je povezovala enotnost. In dogodka, ki je vseh nas še poglobil domoljubje in trdno vero v to, da si bomo končno izborili svojo državo. Oblikovanje učnih centrov na Igu in v Pekrah ter s tem gradnja slovenskega sistema za usposabljanje in izobraževanje nabornikov sta bila gotovo prelomna za nastanek in razvoj lastnih vojaških sil, ki pomenijo enega izmed temeljev suverene in samostojne države.
Zavedam se, da so bili izzivi, kot so zagotovitev materialnih razmer, kadrovanje, priprava učnih programov in ureditev zakonskih predpisov za usposabljanje slovenskih nabornikov v Republiki Sloveniji zelo zahtevni. Zato bi se rada iskreno zahvalila vsem, ki ste takrat vložili vso svojo energijo v ta pomemben državotvoren projekt. To vidim pred seboj, ko imam danes, 25 let po osamosvojitvi Slovenije, čast in odgovornost, da vodim obrambni resor. V zavedanju tega, kaj vse in s kakšnim trudom je bilo narejeno, si še toliko bolj prizadevam, da skupaj s sodelavci uspešno premagamo izzive, s katerimi se trenutno soočamo v obrambnem sistemu. Tako upravljamo strateški pregled obrambnega resorja. Pripravili smo nov predlog zakona o obrambi, prenavljamo normativne strateške dokumente ter izvajamo še številne druge ukrepe. Nesporno pa je, da je treba za Slovensko vojsko zagotoviti neprekinjen in predvsem stabilen vir financiranja in verjamem, da bomo tako njeno pot znova obrnili v pozitivno smer. Spoštovani, 26. junija 1991 je bila na Trgu Republike slovesna razglasitev samostojnosti Republike Slovenije. V častni četi, ki je bila postrojena v čast naši domovini, sta sodelovala tudi voda, ki sta jo sestavljali naborniki iz Iga in iz Peker. Naslednji dan se je začela vojna. Protiletalska obramba 510. učnega centra je nad Ljubljanskim barjem sestrelila enega od 3 helikopterjev Mi-8, ki so imeli nalogo uničiti tako učni center kot tudi Ig. Naborniki so se zaradi nevarnosti napada JLA umaknili na širše območje Kočevske reke. Tam ste se skupaj s pripadniki 710. učnega centra iz Peker začeli taktično uriti. V najvišji bojni pripravljenosti ste se usposabljali za pripravljanje zased, izvidništvo, napade, zasedanje položajev, protidesantni boj in v številnih drugih veščinah. Se premaknili na mejne prehode z Republiko Hrvaško in nato konec vojne dočakali na Gorenjskem, ker se vrnili na Ig. Zavedam se, da sta vas, pripadnike 510. učnega centra in prve generacije slovenskih vojaških nabornikov, vodila velika navdušenje in entuziazem, globoko domoljubje in srčna želja postaviti temelje novi državi. Pokazali ste pot Slovencem, ki smo se na plebiscitu jasno in glasno odločili za isti cilj, za samostojno in suvereno državo. Za ta cilj so se poenotila tudi takratna vodstva političnih strank. To je bil torej skupen projekt in le skupaj je bilo mogoče uspeti. Projekt, za katerega so osamosvojitveni borci, pripadniki teritorialne obrambe in slovenske milice tvegali svoje življenje in ga nekateri med njimi žal morali tudi žrtvovati. In njim gre naša globoka hvaležnost. Zato tudi menim, da ni prav, da si danes kdorkoli prisvaja osamosvojitev kot svoj projekt. Predvsem pa se je treba zavedati in zavezati, da gre v korak z zaslugami tudi odgovornost. Odgovornost, da v strpnosti in v dialogu ter skupaj ustvarjamo čim boljše razmere za življenje vseh, ki živimo v Sloveniji. V svoji državi, ki je bilo težko priboriti. In v tem duhu vam želim danes prijetno srečanje s soborci iz osamosvojitvenih dni in lepo praznovanje bližajočega se 25. rojstnega dne naše države. Vse dobro in srečno! Hvala, gospa ministrica. Našo slovesnost bodo obogatile domače borovničke. Sestavljajo jih kitarist Primož ter pevke Tina, Maja, Katja, Jana, Urša, Nina, Živa in Nadja, ki skupino tudi vodi. Skupina deluje od leta 2003, izvajajo skladbe domačih in tujih skladateljev. So pa tik pred izidom njihove prve zgoščenke. Zapele bodo 2 pesmi, zapojmo pesem in Krila. Prosim, borovničke. Pojmo pesem kot le melodija.
jih bomo še povabili na oder. Spoštovani, pred mikrofon vabim slavnostnega govornika in častnega pokrovitelja današnje slovesnosti, predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Spoštovani gospod župan, veterani, visoki gostje, spoštovani gospe in gospodje. Čez 14 dni bomo praznovali 400-letnico osamosvojitve, ustanovitve naše lastne slovenske države. Lepota osamosvojitve, lepota tega procesa je bila v tem, da je ljudi vključeval, ne izključeval. Enotnost, ki je bila rezultat in posledica te enotnosti, ni padla z neba. Začela se je zamisel o osamosvojitvi, o samostojnosti slovenske države v ozkem krogu političnih oporečnikov. Se počasi širila med tistimi, ki so znali videti čez horizont dnevne politike, da bi skozi proces slovenske politične pomladi dosegla svoj prvi vrhunec z demokratičnimi volitvami aprila 1990, z prisego Demosove vlade in njenim programom, katere cilj je bil ustanovitev lastne države. Če bi ostalo pri tem, da bi bila to naloga in cilj le dela slovenske politike in le dela slovenske javnosti, je vprašanje, ali bi se ta projekt posrečil, kdaj in kako bi bili temu priča. Toda, velika stvar, velika, sijajna, čudovita, čarobna razsežnost tega projekta osamosvojitve je bila v tem, da so tisti, ki so videli dlje, niso videli prej, znali pritegniti tiste, ki so morda na začetku tega procesa dvomili ali pa to misel celo zavračali. Vsi so potem decembra 1990 na plebiscitu v enem od najbolj usodnih trenutkov naše narodove zgodovine glasovali za ustanovitev samostojne in neodvisne države. To je bil prvi velik korak narodne enotnosti, ki je napotovala slovensko politiko, tako vladno kot opozicijsko, da skupaj, ponavljam, skupaj poiščeta rešitve za odprta vprašanja, ki bodo omogočila, da bo tedanja Bučarjeva skupščina uspela razglasiti potrebne zakone za ustanovitev lastne države, kar se je konec junija 1991 tudi zgodilo. Tej politični enotnosti, ki je temu botrovala, je sledila vojna za Slovenijo. V tej vojni ni bilo izdajalcev. Slovenci smo se enotno postavili po robu okupatorju, ki je želel ogroziti enotno narodovo voljo za samostojno in enotno Slovenijo. Bil je premagan. Slovenci smo z vojaško močjo zavarovali svojo politično odločitev. V kratkem času, po razglasitvi naše državnosti in potem, ko smo jo z vojaško močjo obranili, v manj kot leto dni je Slovenija 22. maja 1992 dvignila svojo zastavo pred palačo Organizacije združenih narodov v New Yorku. Spoštovane državljanke in državljani, to je naš praznik. Praznik vseh generacij Slovencev. Praznik vseh državljank in državljanov te čudovite republike.
je praznik, ki nam daje vedeti, da so bili časi, ki so bili zahtevni, prelomni in v katerih smo bili enotni. 25 let kasneje, kadarkoli kasneje, ni pravega razloga za to, da bi morda sem in tja manjše ali večje razlike v pogledih na to, kako so kakšne stvari potekale, omajale to posebno mesto osamosvojitve kot dejanja narodne enotnosti v našem zgodovinskem spominu. Tukaj smo v glavnem ljudje, ki smo bili priča tedanjim dogodkom. Če drugače ne, kot tisti, ki smo dali glasovalni listič decembra, 23. decembra 1990. Naši otroci ne. In njihovi otroci tudi ne. Tisto, kar bodo vedeli o tem prelomnem trenutku slovenske narodove zgodovine, bodo prevzeli od nas. Od svojih staršev, od svojih starih staršev, od učiteljev. Zato je na nas velikanska odgovornost, da za svojimi izjavami in ravnanji ne storimo nič takega, kar bi tem mladim ljudem, tukaj, starim 10, 11, 12 let, ki bodo zrasli, upajmo, v pogumne, ustvarjalne osebnosti, ki bodo nadaljevale slavno pot prihodnosti naše domovine, da bi jim odvzeli ta ponosen pogled na njihove korenine. Slovenci nismo bili vedno enotni. Bili smo razklani, nazadnje usodno sredi prejšnjega stoletja. Slovenci dobro vemo, kakšne so cene za tako politično in narodno razklanost. Hude. In čas jih komi zaceli. Desetletja smo, gospe in gospodje, potrebovali, da počasi, a vendarle celimo tudi te rane narodovega razhoda. Zato nam zdaj res ni potrebno, ker zato ni nobenih razlogov, ustvarjati vtisa, da je bil kakšen velik razhod ali kaj takega v času, ki ga lahko s ponosom imenujemo čas narodne enotnosti, torej čas osamosvajanja. To je bil zelo zgoščen čas in kot rečeno, prav mogoče je, da ima vsak od nas nek svoj pogled. Prav mogoče je, da eden poudari eno ali drugo. In res je, kot sem dejal na začetku, da ta enotnost ni padla z neba, da se je začela v ozkem krogu in da se je na koncu končala kot množično gibanje celotnega naroda in vseh ljudi, ki so tedaj živeli na ozemlju naše lepe dežele. Ampak v tem je tudi njena lepota, njena čarobnost, njena sporočilnost za prihodnost. Slovenci morda leta 1991 nismo bili zadnjič poklicani, da odločimo o najbolj vitalnih interesih slovenskega naroda. Kasneje, v teh 25 letih se je izkazalo, da smo se odločili prav in naš vstop v Evropsko unijo, v NATO, dejstvo, da smo v najbolj povezanem delu Evropske družine narodov, daje prav tudi tedanji naši odločitvi, da smo slovenske nacionalne interese povezali z Evropsko idejo. Ampak nikjer ne piše, da se ne bi lahko proti naši želji, proti našim interesom v prihodnosti zgodilo kaj, kar bi znova terjalo, da bi Slovenci morali skupaj definirati naš naslednji narodni cilj in način, kako ga uveljaviti. In da bomo pri tem enotni. In zato vam danes tudi ob tej priložnosti, tukaj na Ivu, polagam kot predsednik Republike na srce. Tako zaradi nas, zlasti pa zaradi naših otrok in njihovih otrok, moramo, to je naša moralna in politična dolžnost, tudi starševska, našim otrokom zavarovati v njihovem kolektivnem spominu osamosvojitev kot nekaj najbolj lepega in čudovitega, nekaj najbolj mogočnega in pomembnega za našo narodovo usodo v prelomnih časih naše zgodovine. To je bil tak čas.
Tukaj ste bili nekateri navzoči kot pripadniki prve generacije nabornikov. Drugi v drugih vlogah. Vsekakor smo imeli možnost biti priče nečemu mogočnemu. Ohranimo ta spomin, ne glede na razlike, ki so vedno legitimne. Ne glede na različne zorne kote, skozi katere je mogoče videti tudi ta zgoščenko slovenske zgodovine, zato, da se ne bomo po nepotrebnem preperjali tistem, kar res tega ne zasluži. Poštovani gospe in gospodje, rad bi županu občine ob tej priložnosti, tako kot v času pred praznikom 400-letnice naše države, mnogim ljudem, ki se na političnem, gospodarskem, kulturnem, znanstvenem in vseh drugih področjih borijo za to, da bi med Slovenci, med državljankami in državljani Republike Slovenije zmagalo tisto, kar nas povezuje in da bi znali živeti s tistim, kar nas razlikuje in v čemer si bomo različni, ne glede na poskuse, da bi dosegli kompromise ali kompromis. Da izrazim z tem protokolarnim darilom slovensko zastavo, simbolom, ki nas povezuje, ne glede na razlike. Bi rad izrazil tudi vam, spoštovani gospod župan, vas vabim na oder, hvaležnost, da se tudi tukaj na ravni lokalne skupnosti trudite za to, da bi se Slovenci, ljudje v naši domovini povezovali, da bi gradili tisto, kar nam je skupno, da bi ponosno tisto, kar skupaj ustvarimo in da bi takrat, ko morda o čem mislimo različno, znali s tem strpno in spoštljivo živeti. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Nič tako združuje ljudi kot skupno doživetje lepega, kar zagotovo je današnja slovesnost. Hvala vam, spoštovani naborniki, za vašo pogumno dejanje, da ste prispevali k uresničitvi skupne prihodnosti in tudi naše slovesnosti. Na oder ponovno vabim borovničke, prisluhnili bomo pesmi Dajte, dajte. Hvala borovničkam, spoštovani gostje, z prizorišča pa odhajajo praporščaki. Tem je današnja slovesnost zaključena. Uradni del današnje prireditve je končan, vse vas pa sedaj vabimo na skromno pogostitev. Drugi del je seveda namenjen srečanju, stisku rok starih prijateljev in obujanju spominov. Vabljeni, da še ostanete v naši družbi in si ogledate opremo prve brigade Slovenske vojske. Hvala vsem za obisk in lep dan še naprej.